Vesna Bezgovšek, koliko časa ste se pripravljali na ta pokal? Aktivno sem se pripravljala od septembra naprej. V avgustu sem imela, oziroma med poletjem sem imela kratko pauzo, zato ker sem imela operacijo prsta na nogi. Potem sem imela rahle težave z normalnim treningom, ampak potem sem uspešno uredila poškodbo in od takrat naprej sem potem normalno trenirala naprej. Ste čemu med pripravami posvetili posebno pozornost? Zaradi mojega dela nisem mogla se udeleževati karate treningov, tako da sem večino časa posvetila treniranju kondicije. Med dopoldanskim časom sem pa tudi sama trenirala karate. In kakšne so vaše želje, pričakovanja? Želje so visoke, pričakovanja tudi, ker sem že precej izkušena tekmovalka oziroma na evropska in svetovna prvenstva, na evropskih in svetovnih prvenstvih tekmujem že približno 5 let. So temu primerno tudi pričakovanja visoka. Kljub temu se pa zavedam, da čeprav si recimo dobro pripravljen, lahko tudi že v prvi borbi izgubiš. Tako da moja želja je v bistvu, da zmagam vsako borbo posebej, potem pa vidimo, kam pridemo. Nam še lahko poveste, v borbenih športih prevladujejo bolj moški. Kaj je vas recimo navdušilo za karate? Ne vem, jaz ne bi rekla sicer, ja, res je, da večinoma prevladujejo moški, zato ker vsi smatrajo, da so borilni športi kot nek agresiven šport, čeprav jaz ne bi temu rekla tako. Mene privlači karate zaradi tega, ker v bistvu treniraš celo telo, res greš na trening, če si slabe volje, prej se na treningu sprostiš, daš vse sebe in mene osebno karate sprošča in dejansko res lahko treniraš celo telo in telo in dušo. Pa menite, kako ocenjujete, imajo Slovenci radi karate? Tako bom rekla, kar nekaj Slovencev se ukvarja s karatejem, sicer ni ravno primarni šport karate, še zdaleč ne, ampak mislim, da se vsako leto vedno več ljudi ukvarja s karatejem. Primeren je tako za otroke, tako za starejše, tako da ne vidim razloga, zakaj nekdo ne bi maral karateja. Najlepša hvala za ta pogovor, pa seveda veliko uspeha 16. in 17. v Laškem. Hvala lepa.